Če se kot družba znova in znova opotekamo od časov miru in blagostanja v čase stisk, pa so naša pričakovanja do znanosti in medicine vedno zelo visoka. To je vznemirljiv čas, ko spoznavamo dva morda največja čudeža našega življenja, sami sebe, svoje možgane in seveda to naše širno domovanje. To je čas, ko se nam začrtuje tam nekje pri 115 letih biološka meja našega življenja. Saj ne, da ne bi naše sanje segale veliko dlje, ampak naše telo onemore na tej poti že veliko prej. Včasih, še včeraj, zaradi banalnih infekcij, zaradi tuberkuloze, zaradi umrljivosti pri porodih ali zaradi bolezni srca. Danes pa zaradi lakote v Afriki, zaradi vojne v Siriji in tu pri nas zaradi naraščajoče epidemije bolezni možganov, ki zajema predvsem starejše in ki se kaže kot upočasnitev giba, kot razgradnja spomina in kot ugašanje lastne osebnosti. To je čas, ki zahteva zelo veliko raziskovalne drznosti. Od medicine in skrbnikov zelo veliko humanizma, od načrtovalcev zdravstvene politike pa popolnoma novo paradigmo, pa naj si bodo to čakalne dobe ali pa naj bo to bolj spoštljiva obravnava posebej ranljivih skupin. To je morda posebej težko v času, ko se politika marsikje s svojimi dejanji in s svojimi besedami vrednotam posmehuje in jih aktivno ruši. Ko eno ideologijo, eno skupnost, eno družbeno ali poklicno skupnost morda zavestno zoperstavlja drugi. In tak čas še posebej kliče k temu, da se kot bolniki in skrbniki in zdravstveni delavci, kot mladi in stari, kot ti in oni, aktivno borimo za te že zdavnaj odkrite in v tisočletjih potrjevane človeške vrednote. Znanje in človečnost bosta dala vsebino temu našemu življenju, morda tem 100 in nekaj let, ki so nam biološke dane, ne pa enodnevne ideologije opitih zmagovalcev.